Sateksom. Obdolženi tako rekoč niso bili obsojeni, zgodilo se ni nič. Še več, država bo plačala tako celotno obrambo in seveda po vsej verjetnosti tudi stroške oziroma kazenske ovadbe, odškodninske ovadbe, če bo do tega prišlo. Ampak kje je odgovornost? Na eni strani definitivno je odgovornost na sodstvo in na drugi strani je odgovornost politična. Zakaj politična? Samo pogledajmo primere nekoliko za nazaj, pa ni tako daleč. Leta 2005 je sodstvo obsodilo direktorja Kovačiča Hita. Nekaj po 2 mesecih ali pa še to ne, ga je predsednik države, dr. Janez Drnovšek, oprostil. In seveda sedaj sodniki pač razmišljajo, torej velikih rib ne bomo sodili, ker jih bo politika tako ali tako jim odpustila. Kje je odgovornost še politike? Poglejte, pravosodni minister pride za predlog za predsednika Vrhovnega sodišča z Brankom Maslešo. Kakorkoli že, če je že sum okrog njegove preteklosti in ker je tudi sam povedal, da je sodeloval kot pregledni sodnik v tistih časih in če se to zgodilo tudi tako, da so njegovi sodelavci sodniki to povedali, je dovolj veliki razlog, da seveda pravosodni minister tega ne bi smel narediti, ker zaupanje v pravno državo je med ljudmi torej že skoraj na popolni nuli, tako kot je zaupanje v vlado in seveda še malo, ko bo zaupanje do sodstva na tako nizki ravni, kot je do LDS-a in Zaresa, potem je pač konec zgodbe. No in seveda takšnih primerov imamo veliko. Mimogrede samo, da še to omenim, Zoran Janković. Tudi za njega je veliko ovadb, pa sploh ne pridejo do sodišč, sploh ne tožilci spišejo zadev, zato ker je pač očitno zaščiten. In če dobimo odgovor takšnega, kot smo dobili strani Ministrstva za pravosodje, kjer smo vam ga tudi predložili, neke čare na javno postavljeno vprašanje, potem seveda ne morete pričakovati, da bo takšno ministrstvo uredilo zaostanke in stvari pošlihtalo na pravosodje.